Gambije me ne premami niti 99,99,5 propusta, ne? Ni šans. Lejte, če jaz neke stvari ne potrebujem, jo ne bom šla kupiti manjkar, če je, niti če je bila zastonj pravzaprav. Zakaj? Zato, ker jaz sem tam dol videla, kako je, če ti kupiš samo stvari, ki jih dejansko potrebuješ. In tak je dol sistem. Zdaj poglejte trgovino. To je trgovina sadja zelenjava. Vidite količino? To je celotna količina, ki jo bo ona prodala v enem dnevu. Ko bo to prodala, je konec. Zakaj? Zato, ker v Gambi, smo rekli, je temperatura kar visoka. Ti ljudje, večina, nimajo elektrike. Se pravi, kje bo pa shranjeval stvari? In zato so oni tudi tako zdravi in taki, ne, tudi kožo sem opazila, kako mi oni lepo kožo, ja seveda, sej ne jejo starih stvari, sej ne jejo konzerviranih stvari. Kar jejo je riž in tiste omakce. In potem, če je denar, tudi kakšno sadje, seveda, ampak sadje je za njih bolj težko dostopno, razen, če imajo doma na domačem dvorišču neko drevo, naprimer, nekdo ima pomarančo, nekdo ima ananas, nekdo ima kokos in tako naprej, ampak drugače težko dostopno. In vidite, zakaj sem slikala jaz ravno to gospo? Ker tukaj, vidite, koliko je tukaj arašidov, ne? Ko sem jaz odhajala na petek, sva se s Kumbo vračale tam z obale, ker sem hotela še enkrat peljati, in sem rekla, no, zdaj bom pa jaz zadnji dan kupila za domov, da bomo potem doma poskusili, in sem naredila vesoljni problem, zato ker jaz nisem znala gospe razložiti, da jaz bom kupila vse arašide. In to je bil cel problem. Ja, kako vse arašide? Potem je začela s tistim papirčkom, ne, da ona da v tisti papirček. Ne, jaz bi vse kupila. In potem se neka Kumba razloži v vašem jeziku, kaj jaz hočem, in ona sploh ni razumela. Če kako, ljudje pridejo in vzamejo pest. Tako ko grejo na tržnico, kupijo toliko pesti riža, kupijo eno tisto suho ribo, ki potem dajo v omako in tako naprej. Tisto pojejo, da je konec. Bena shranjevanja in akumuliranja in tako naprej. Tukaj pogledajte, tukaj je spet moj pridelek, ne? Ker jaz sem hotela nesti eno veliko vrečo čaja, ker tam je bil en tak čaj, ki je bil tako strašno dober. In jaz sem hotela to veliko vrečo čaja, ne? In zdaj, kaj je bil problem? Ker niso imeli take vreče. In potem so šli iskati ne vem kam tisto vrečo, da so za tisto čudno veliko, ker če spet imeti neko grozno, blazno količino čaja, da sem polje tisti čaj nesla domov, ne? In zdaj že pri tem se bom dotakala te teme, zaradi katere vam bom tudi pol na koncu malo več povedala o tega, zakaj se gre pri teh vrečkah. V Gambiji ni plastičnih vrečk, prepovedane so, ne? In potem sem rekla, ja, mama mia, a tam dol so lahko prepovedano, prnas, ti pa še silijo v trgovini tiste plastične vrečke za enkratno uporabo. Ni plastičnih vrečk. Poglejte tukaj, ona ima tako vrečko, ampak to ni za enkratno uporabo. To vrečko oni uporabljajo še in še in še. Vsaj ne z enega takega poltrajnega materijala. No, kaj je pa tukaj? Kaj je pa tukaj na tej sliki? Na tej sliki je pa naftna industrija, ne, vidite, to je tako, to gospa prodaja, kako rečete vi, karbon? Premog. Vidite, karbon, premog. To je to, zakaj? Ker če si hočejo skuhati kosilo, kako si ga bojo pa skuhali, če nimajo premoga? Se pravi, pride tukaj kupiti, ampak en toliko, ne, se je reklo po starim, en toliko, ne, zdaj neke blazne količine. Toliko premoga, kot bo lahko, kolikor bo potrebovala za tisti obrok, ga imajo enkrat na dan, kupi, nese domov, zakuri in skuha. In to je vse. Še malo trgovine, vidite, trgovina. Edine plastične vrečke, ki sem jih jaz zaznala v Gambi, so bile te mečkane, vidite? Ker to so pa zdaj, pogledajte njeno roko, ona nima nič velikansko roko, ona ima čisto normalno roko, ne? Tako bomo rekli. Ampak to so količine moke, sladkorja, začimbe in tako zelo majčkene količine, ker dejansko toliko tudi kupijo oni, kako bojo pa kupili velike količine, si nimajo denarja. Tukaj gor, to je en grozen to je en blazen supermarket, vidite? Blazen. Tukaj dobite od vsega. Torbe, olje, tepihe, ne? Vse dobite. No, pogledajte, kako oni so vključeni z naravo, ni problema. Tukaj je bila malo prej tržnica. Ko so prodali ali kar niso prodali, so odšli, so prišle koze, ki se prosto
gibajo povsod in so pojedle ostanke in je spet vse čisto, ne? Nobenih problemov, kakšnih posebnih. Še malo ulice. Vidite, ko sem jaz bila v Gambiji, je bila sezona lubenic. In te lubenice so bile povsod in te lubenice so božanske. Zato, ker seveda, ki so sproti trgane, ne grejo v barki čez ne vem koliko oceanov, ne, malo pretiravamo, in povsod so bile te čudovite, okusne, aromatične lubenice. Tukaj je še nekaj iz ulice, ne vidite nobenega problema, ne, gospa pere, itak suši se sproti, ker pri tej vročini se posuši takoj, in potem koza pride, noben se ne vznemirja, ne, da smo si na jasnem. Živali živijo z njimi, zaradi živali se nobeden ne vznemirja. Poglejte, oni kuhajo na tistem dvorišču, tam je tako ena pokrit prostor, kjer se kuha in enostavno, ko se neha s kuhanjem in se tisto malo počisti, začejo pridejo živali, da tam prespijo. Nič posebnega, zjutraj grejo živali ven, nadaljujemo z gospodinjskimi opravili, nobeden ni bolan zaradi tega, ne. So verjetno dobili dovolj bacilov v sebe, da so čisto lepo odporni, ne pa kot mi, da ne bom zdaj koga užalila, pa naši otroci, ki mora biti vse sterilno. Ne vem, jaz nisem več tako prepričana, da mora biti vse sterilno, ne? Zato, ker mogoče, nekaj sem pa le naredila prav, no, pri moj vzgoj, ne? Veste, moja mlajša hči Veronika, če bi vi vedeli, koliko zemlje je ona pojedla, ki je bila majhna, kar iz tistih loncev, ki smo jih imeli po balkonu, ona je kar sem jedla, in nismo ni razumeli, kaj temu otroku manjka, je tako zdrava kot riba, ne? Se pravi, jo ni prav tisto tako strašno zastruplo. To nekaj je na tem. Zdaj še ta moja res, ne bom rekla ena najljubših, ma bi rekla skoraj da najljubša fotografija. Ta fotografija je mene, dogodek, ne fotografija, dogodek me je zelo veliko naučil. In sicer zgodilo se je pa tako, da smo odhajali od nekje smo pač prihajali, smo se vračali proti domu in z muso lepo hodiva tam po tisti ulici in iščeva prevoz in jaz zagledam seveda, ker se moram vsako stvar vtakniti, ne, jasno, ogenj. Tam gori ogenj na sredi ulice. In jaz sem morala takoj vprašati, ne, sem rekla, zakaj pa tam ogenj gori na sredi ulice, ne, zakaj, kako na sredi, ne mora ogenj goreti na sredi ulice. In musa reče, ja, verjetno je bilo treba nekaj zakuriti in nekdo je pač zakuril, ne, in gre gladko naprej. Razumela sem, čakaj, kaj s tem? In jaz hodim za njim in mi je relativno hitro prišel odgovor, ne, na ta vesoljni problem, ne. Seveda. Zato, ker oni so še toliko nepokvarjeni, da tako tudi dejansko razmišljajo. Če tebe neka stvar se te ne tiče, če tebe ne ogroža, to ni tvoj problem. In se s tistim problemom nimaš kaj ukvarjati. In ko sem prišla domov in ko sem jaz fotografije pregledovala, sem se vedno znova ustavila, ker ko sem jaz prišla nazaj, seveda padeš takoj nazaj, ne, v tisti naš sistem, ne pa tu. A si slišal to? A veš to? Groza to, ne. In potem sem začela jaz se ustavljati. In se zmeraj spomnim tukaj, ne. In se vprašam, Mojca, zdaj, o čemer se mi zdaj pogovarjamo? A je to tvoj ogenj na sredi ulice? Čigav je? Če to ni tvoj ogenj na sredi ulice in če tebe ne ogroža, tebe nima kaj zanimati. Enostavno. Mi se pa v glavnem ukvarjamo z drugimi ognji, ne? Mi se ne ukvarjamo, kaj se z nami dogaja in kaj imamo, kakšne stvari za popucati in za pomest, ne? Nam je bolj zanimivo, da se s sosedovim ognjem ukvarjamo, pa od prijateljc, pa od žlahte, pa od unga, pa od tretja. Ne! Zato je to moja fotografija. Se pravi, to ni moj ogenj in zmeraj se vprašam, čigav je ta ogenj, ne? Čigav je ta ogenj. Če ni moj, me ne zanima. Ženske v Gambiji. To je res eno posebno področje, ki bi se dalo tudi narediti eno predavanje samo na to temo, ne? Pa bomo šli malo hitreje mimo, ne? Zelo prijetne, zelo tople, zelo prijazne, zelo tako ženstvene in tako pripravljene pomagati, nobene fovšije, nobene zavisti ni v njih. In pogledajte zdaj mene, ne, to je bilo prvič, da sem jaz hodila po tisti vasi brez pokrivala.
Zakaj? Ker to je bilo en dan preko smo šli domov. In jaz sem bila že tako zmedena, ker sem vedela, da zdaj prihaja pa dan, da bo treba iti na letalo in da bo treba počasi iti nazaj v Evropo. In jaz hodim lepo, ne, hodim in hodim za to gospo, ker sem jaz njo malo več časa gledala, sem se spomnila, da jaz nimam pokrivala, ne, katastrofa. In tako je bilo treba tam napasti eno črnko in reči, a mi boste vi meni tu zrihtali? Ja, seveda, v dveh me bojo zrihtali, samo da bom jaz lepa, ne. In potem seveda takoj prijateljce in sin, se bomo videli in tako naprej. Zdaj pri tebi samo še izpostavlja njihove laske. Vidite njihove laske? Veste, stvar, ki jo oni najbolj obožujejo pri nas, ni noben drug del telesa kot lasje. Zato, ker naši lasje so mehki. Tudi če imate više, ne vem kako skodrane laske in ne vem kako mislite vi, da imate take trde, ker rečejo naše ženske, jo, tako skrepane lase imam. Ne. Za njih je to vse mehko in gladko, krasno. Zato, ker oni imajo, veste kakšne prav, kako bi rekla, ena taka drobna žička in to je trdo. To je prav trdo. In ko vidite vi, kdaj po televiziji črnke, ki imajo lepe dolge lase, to niso njihovi lasje, ni govora, ni šans. Vidite, največ, kar si one pustijo takole, da naredijo si ene take drobne kitice po glavi in potem imajo ali tiste vložke, ne, ki zlepijo gor, ali pa imajo lasulje. Ker ko sem jaz gotovila v šoli, da en dan je imela tako paš, drugi dan je imela do sem, sem rekla, kaj se zdi tukaj dogaja? Seveda lasulje nosijo, drugače imajo pa zelo na kratko. Zelo na kratkice, ker če ne je to noro za... malo modne revije, še ne, da boste, ko smo bili vsi tako lepi, seveda to je tisti petek. To je tisti petek, ki sem omenila že na začetku in tudi ženske se na petek lepo uredijo, kar imajo, ker je to za njih nedelja in je to pač bolj svečan dan, ne. To so pač učiteljice v tej šoli. Eden malo bolj čustvenih dnevov, ki se je zgodil v Gambi, je bil ta dan. Mi smo šli v baro in smo kratko malo po zaslugi moje prijateljice Klaudije in njenega partnerja razdelili kar en kup riža, vidite? Šli kupiti take vreče, mož je odpeljal na vozičku in potem smo to delili najbolj potrebnim družinam, ker bara je ena od področji, kjer je res zelo veliko revnih ljudi. In potem so začele te mamice hoditi, veste, in to vse lepo ne znosijo na glavi. One vse to kratko malo znosijo na glavi, nič se ne pritožujemo, to je eno posebno držo, ampak tako, lejte, na glavo, vrečo in gremo. Torej morate tudi vedeti, ne, kaj je to prispevek, ne? Koliko to stane. Recimo 20 €, lahko vam ne predstavlja tukaj zdaj ene dramatične izgube dohodka, ne, ali pa denarja. Za njih je pa to hrana, ki lahko zadostuje za recimo za 4-člansko družino tudi 3 tedne. Ne? Zdaj predstavljajte si, kaj se zgodi, če vi date 20 €, ne? Zdaj mislim, da smo v okolju, ki 20 € ne bomo, res ne bomo, moramo biti pošteni, ne bomo zdaj prav se mogli odpovedati blazni stvari, ne. Zdaj pa, da ena družina 3 tedne takole ima 2-3 tedne ima preskrbljeno hrano, je pa res nekaj čudovitega. Poglejte tukaj to, o tem sem vam govorila prej, ne, prostorček na sredi dvorišča, dela omakcev, take možnarju, dojenček, otroček lepo zvezan na hrbtu, je priden, zelo lepo. In potem vsi lepo se dajo okrog te posode in jejo z desno roko. Desna roka je za hrano, leva roka je pa za bolj, recimo bomo rekli, umazane stvari in vsi lepo jejo. Dokler niso siti in če kaj ostane, se pa deli naprej, ker oni zelo delijo vsako stvar. Oni delijo. Zakaj ni toliko lačnih? Zato, ker tisti, ki ima več, deli s tistimi, ki ima manj. In isto je bilo v šoli. Jaz sem v šoli naredila prvi dan, ko sem prišla kot učiteljica, velik problem. Zato, ker jaz si hrane nisem prinesla. Zakaj? Iz spoštovanja, ne bom zdaj jaz z mojo hrano tam, mi bi rekli, delala sline jim, ne? In sem naredila velik problem. Zato, ker otroci niso razumeli tega, oni so razumeli, da jaz nimam. In so potem s tistimi svojimi stvari, ki so prinesli to malo hrance, veste, to en majhen košček kruha, malo fižola gor, pol banane, res malenkostne stvari. Oni so še tisto hoteli deliti z mano, ne?
Še tisto so mi hodili silit, da bom jaz jedla. Zakaj? Ker so videli, da jaz nimam hrane s sabo. Zelo, zelo delijo. Poglejte tukaj, ne? Isto. Tukaj ta dva sta jedla, ta dva otroka nista od tam, ampak sta prišla, še jaz zraven in to je v redu. Delitev je pri njih prioriteta. Vse se deli. No, je se z roko, ne, to bomo na hitro, je se z roko, z desno roko, to se da lepo na krožnik, belcem se da na krožnik, ne, on nič ne stavi na krožnik. Ne, in belcu dajo na krožnik in pole dajo tudi vilco, da mi tam jemo, ker ne znamo jest, ne, in potem je črnka Ana, moja, ki je tudi prišla kaj skuhat mi in tako naprej, da sem jaz jedla kaj lokalnega. Kaj pa jaz se bo naučila zdaj ta mojca jest po gambijsko, jaz seveda, ne, poglejte. Oni tako lepo spretno naredijo tako kroglico in lepo jejo. Jaz sem pa naredila katastrofo, ne, tako da je rekla Ana, to ne bo šlo, to, ne mojca, to nisi ti za to. Torej, še malo na temo od hrane, ker jaz sem pač ljubiteljica hrane. In tukaj je ta gospa, ne, Faleh, meni skuhala riž z bučo. Zato jaz to obožujem in potem seveda se je malo tu razvedlo, da jaz to bučo obožujem. Kamor sem prišla, kar naenkrat se je nekaj čudežno manifestiral riž z bučo in tukaj je bila ena od boljših jedi, ki sem jih jaz jedla resnično in stavne. Veste, ona ni jedla z mano, lete. Ona je pač bila tako prijazna, da mi je delala družbo in tudi je malo pozirala z mano, ampak ona je jedla z roko. In to je moj izraz na obrazu, ko sem jaz to pokusila, ne, to je bilo res, vam povem, božanska hrana. Božanska hrana. Še ena tema na temo sadja. Meni se je okus zelo spremenil, ne, nažalost moram povedati, zato ker jaz, recimo, ko sem jaz, preden sem šla v Gambijo, sem jaz pojedla vsak dan 3 banane, vsak dan, to je bila meni božanska hrana in jaz pojem vsak dan za zajtrk, eno dopoldne, eno popoldne. Zdaj, odkar sem iz Gambije prišla, jih sploh ne morem več jesti, ne, in se silim, si jih tudi kupujem, ampak jih ne morem več jesti. Zakaj? Zato, ker banane nimajo okusa po banani, ne? To je problem. Tam dol imajo banane okus po bananah in ta okus je božanski. Ne znam razložiti, ali je to neka mešanica med hruško in marelico, pa ne vem še čem, ampak dejansko ne po naših, neki naše imajo okus po plastiki, ali ne vem točno po čem imajo, ma sigurno nimajo okus po banani, ne? Potem recimo kokos. Zakaj sem izpostavila kokos? Zato, ker jaz preden sem šla v Gambijo, kokosa nisem marala, niti slučajno, ki je pa. Maksimum za uporabo kokosa bi bil v kokosovi potici, ne? In sem tiste opilke kokosove, ki se pole posmetano in vse zmeša, pole tisto že bom uporabili. Ma ne kokosku kokos, tisto je obupno, suho, tako čudno. Pa tista kokosova voda, ki jo zdaj prodajajo po trgovinah. Ma lepo vas prosim, ne, tu pa ne. In potem jaz pridem dol in otročički lepo skočijo.